Dober večer vsem skupaj, vsem, ki ste zraven nas na Zoomu v sobi, vsem drugim gledalcem in gledalkam, ki nas spremljate v živo prek družabnih omrežij Društva novinarjev Slovenije. To je festival Naprej Forward, festival, ki ga že 9. organizira Društvo novinarjev Slovenije, in to je 4. izmed dogodkov v letošnjem virtualnem online okolju. In v 4. dogodku smo zdaj v bistvu v živo prisotni od Washingtona prek Ljubljane do Beograda. In zato zdaj res pozdravljam, z nami sta dopisnika Radiotelevizije Slovenija, Andrej Stopar in Boštjan Anžin. Pozdravljena. Živjo, pozdravljeni. Nekako takole, današnji dogodek smo napovedovali kot festivalsko poslastico. Pač vsakič na festivalu imamo en tak pogovor, ki nekako pritegne kar veliko število gledalcev, ponavadi v dvorano, seveda, in če smo letos zadovoljni, da se nas vedno nekako nabere v živo toliko gledalcev, da bi jih lahko spravili v eno dvorano. Kaj hočem povedati, da si veliko mogoče gledalci tudi obetajo, no? Konec koncev sta oba zelo zanimiva pri poročanju in spremljanju dogodkov, kjer iz območij, kjer se nahajata. Zagotovo so Združene države Amerike letos še posebej zelo, zelo zanimive. In navsezadnje Balkan je pa tisto območje, ki Slovenijo zanima, konec koncev interesira tako ali drugače. In jaz mislim, da bo ta neka dimenzija, da je zelo zanimiva za marsikoga. Pa če vaju takole izzovem, recimo dopisnika, kot sta, imata zagotovo precej veliko dela, morata ves čas spremljati, kaj se dogaja na območju, kjer se nahajata, ampak na nek način imata oba dva zelo podobno, če ne enako delo. Poročata za RTV Slovenija. Verjetno nimata ravno časa, da bi se slišala med seboj in več ur recimo klepetala, kaj se vama dogaja. In zdaj me zanima, o čem bi tekla beseda, nam lahko v živo demonstrirata. Hvala. Evo, Andrej, začni ti, ker so govorili o poslastici, tako da je to ful velik pritisk in ZDA, ogromne države in to, ne. Andrej ima zdaj, ti si tisti, ki si osrednji. Mi smo zdaj drugorazredna tema, skoraj. No, bom pa jaz začel. ZDA, ja, kot poslastica, dobro si Gašper najo pritisnil obzid, s tem zdaj morava biti pa res zanimiva in upravičiti sloves, ki si nam ga pripisal. Jaz moram reči, da sem imel veliko srečo, pravzaprav po eni strani, da se začel dopisništvo na začetku tega leta, ne, oziroma sezone, septembra 19, in sem dejansko padel in medija res v zelo razdeljeno državo, razcepljeno, politično nenavadno tudi v smislu, da so večkrat odpovedale neke reference za nazaj ali pa neka sidrišča, na katere so se lahko ljudje pri analizi Amerike opirali prej, ker je Trumpovo obdobje marsikaj postavilo na glavo. In seveda stopili smo v volilno leto. In letos je bilo vse podrejeno volitvam in tudi pandemija, ki je udarila uradno marca, neuradno pa že januarja, ampak je nismo opazili takrat, je odigrala tudi po teh volitvah ključno vlogo. Smo se spraševali, a bo pandemija tisto, ker se je pojavilo tudi nekaj drugih močnih tem, recimo rasni nemiri, ampak pandemija je nedvomno tista, ki je prevladala. Skratka, Amerika je izziv, delava verjetno podobno, da nenehno se pač sledi dogajanju, glavni vir običajno mediji, je pa pandemija precej otežila kontakte, oziroma osebne stike, zlasti za človeka, ki je šele
ki je Zelenc, ki je šele prišel, in bi te stike moral začeti vzpostavljati, na kar se je vse zaprlo. Tako da to je težava, mislim, da to me čaka potem, ko naj bi se te stvari nekako umirile in naj bi življenje šlo neko bolj normalno strugo. Boštjan, pri nas normalnosti itak ne pričakujemo, ne, nikoli. Moja sreča je bila pa ta, veš, da sem prišel iz Berlina, kjer v bistvu so me ljudje spraševali, če smo v Evropski uniji, če imamo evro, če rabim vizum. Pa prideš v Srbijo, kjer si neki, ne? Ker je RTV Slovenija, rečeš RTV Slovenija in vsi vejo, kdo si in to je res super. Ne? Pa pri nas zanimiva pandemija ni bila tema. Ne? Mi smo imeli, najbrž noben ni opazil, ampak mi smo imeli volitev, kakor hočeš. Ne? Mi smo imeli Srbijo, Severno Makedonijo, Črnogoro, zdaj smo imeli lokalne volitve v Bosni. Ogromno tega, pa ogromno sprememb, sam kaj ne rečem. Ne? Večinoma smo izide itak vedeli že pol leta prej, v bistvu, zdaj mogoče Bosna bila malo presenetljiva. Delo pa se zanimivo, da se je tukaj po mojem manj spremenilo kot pri tebi. Čeprav mi smo imeli tisti lockdown, zares lockdown, četrtek zvečer do torka zjutraj, in si hodil z izkaznicami v krog in so nas tudi ves čas kontrolirali. Ne? Sicer pa pride do sogovornika, je tukaj še vedno najlažje v živo. Zoomi in te stvari, to tukaj v bistvu funkcionira, ampak ni zdaj to neki in. O tem, kakšen je Balkan in kakšna je Srbija, pa itak ne. Lahko bi več ur govorili. Zanimivo, izjemno zanimivo, pa izjemno naporno, zaradi tega, ko prideš iz Berlina, tam je vse urejeno, veš, Merklova imela svoj nastop, kdaj bomo praznovali to, na tretje, tukaj pa en dan nekaj govori in si rečeš, se to ni nič pomembnega, drug dan imamo vojno, ne, skoraj. Tako da v tem smislu je blazno zanimivo, pa tudi ta koronavirus, jaz ne vem, jaz imam drugačno izkušnjo kot ti. Mi smo se mu najprej posmehovali, pa smo potem vse zaprli, ne, vi ste se mu posmehovali, niste zaprli, ne. Ja, mislim, jaz če povezujem recimo svoje izkušnje iz Rusije, ne, mogoče bo koga presenetilo, ampak v primerjavi v vsakdanjem življenju ali pa v sistem, ko gledamo na državni sistem, je Rusija bistveno bolj logična in urejena kot Amerika. Tukaj je res kaos. Ne? Ves čas govorimo recimo o pandemiji kot o kaotičnem odzivu Washingtona na pandemijo. Zato, ker je predsednik Trump zavrnil sploh možnost, da bi koordinirano vodil vse ta prizadevanja od zgoraj, ampak se je skliceval na federalizem in prepustil pobudo guvernerjem zveznih držav in županom velikih mest. In tukaj potem je kaotičnost tega odziva, zato ker vsak naredi nekaj drugega, ni popolnih zapor, ni ustavitve prometa recimo med zveznimi državami, ta pretok ljudi ostaja, ne sicer tako velik kot v normalnih razmerah, ampak vendarle občuten. In tukaj zelo močno vlogo igra politika. Torej, zvezna država se bo odnašala tako, kakšne barve je njen guverner. In ker je predsednik dolgo zanikal sploh pomen virusa, nevarnost virusa, čeprav se je skazalo, da je vedel skoraj od samega začetka, so se tako obnašali tudi guvernerji. Ne? In zdaj imamo določene zvezne države, kjer imajo izjemno visok delež pozitivnih testov, recimo Južna Dakota je ena taka, ne? Ki ima zelo privlačno guvernerko, ampak strastno republikanko in silno skeptično do vsega, kar pravi znanost. In tam imajo recimo velike težave zaradi tega. Ne? In Američani, tako kot mislim, da tudi Slovenci, se zelo slabo učimo. Preživeli so pomlad. Vse preizkusili že v New Yorku, da so lahko to ignorirali in nič naredili v tem času, tako da smo se zdaj znašli res v največji možni, najhujši možni statistiki. Ne? Skoraj 13 milijonov kumulativno število okužb, imeli smo že več kot 200,000 okužb na dan, več kot 2100 smrti na dan, bolnišnice so polne, 90,000 ljudi. Mislim, to so nepredstavljive številke. Ne? Ker mi imamo danes rekord, pa imamo 7,600 novo okuženih. Tako da do zdaj, do tega pogovora se mi zdelo, da je to ogromno. 51, recimo danes smo, manjša država, pa veliko jih jaz pokrivam, ne? Se pravi nekih 9, recimo, da jih imam pod pregledom. Se mi zdi pa, da je sicer
možnost nekega prenosa ali pa tega, ne, smo pa mi zdaj tukaj tisti, ne, ki Slovenijo lahko skrbijo. Jaz sem bil nazadnje recimo v Sloveniji v koncu oktobra, takrat je bilo vse zeleno, vse se je dal in sem se znašel na meji v petek zvečer na Obrežju in čakal 3 ure pa pol, da sem prišel na Hrvaško. Potem sem si rekel, in hkrati sem seveda izpolnil vse za prehod občin, da sem bil službeno, ker sem mogel registrirati avto in podobne stvari. Tako da ja, no, tukaj so številke manjše, ampak mi imamo še vedno polne bolnišnice. Danes smo razglasili izredno stanje v Novem Sadu, zdaj čakamo, zdaj malo premikamo, v bistvu smo imeli pa tudi mi skizofrenično, v resnici. Torej, mi vse naredimo v enem dnevu. V enem dnevu prvi dan ni problem, drugi dan je tak problem, da je treba tretji dan zapreti, četrti dan je že spet ok, ker so volitve in je spet vse odprto in se volitve končajo in imamo spet vse zaprto. Skratka to, jaz mislim, da je to tisto, kar je zelo revoltira in tukaj smo imeli proteste, sicer spet, če jih primerjam s tabo, ampak je letelo, vse je letelo v parlament. Jaz sem bil takrat prvič tako na res nasilnih protestih, nisem si predstavljal, da jih bom sredi pandemije doživel, tako da sem si prav takrat rekel, da čelado za naslednjič. Ampak ja, zanimivi časi so, kaj ne rečem. Se pravi, mi smo pa dodali še vsemu temu razsežnost predsednika in volitve in mene je izjemno pretreslo dejstvo, da kaj to pomeni, ko ves čas govorimo o polariziranih Združenih državah Amerike. Ti ljudje dejansko živijo na 2 različnih planetih, če tako rečem. Govorijo o istih stvareh, tu se vsi sklicujejo nenehno na ustavo, nisem prepričan, da jo so prebrali in da jo razumejo, ker je pisana v svojevrstni angleščini. Ampak vsi govorijo, vsi se sklicujejo na iste vire, ampak njihova opis stvarnosti pa se diametralno razlikuje. In to se vidi tudi zdaj pri obravnavi ali pa potem, kako sprejemajo volilne rezultate. 73 milijonov ljudi je tukaj tako rekoč trdno prepričanih, da te volitve niso bile v redu, da so ponarejene in da se je zgodil zločin. In nadaljujejo s to naracijo. In jim ne pove nič dejstvo, da recimo na sodišču vsi tudi dokazi, ko ves čas o njih govorijo, recimo Trumpovi odvetniki, niti eden ni prestal testa na sodišču. Recimo Giuliani je govoril, da lahko z dokazi iz Filadelfije napolni knjižnico. Ampak na sodišču je v nedeljo ta tožba padla, ker niti en list knjige v to knjižnico niso uspeli prispevati. Tako da to je neverjetno, v kakšnih časih smo, da tukaj z nekim zdravorazumskim pristopom sploh več nikamor ne prideš. Ja, isto je bilo z vsemi dokazi. Ja, izvolim. Mi imamo Aleksandra Vučića, ki se z veseljem zgleduje v tem smislu po Donaldu Trumpu. Imamo občutek, ali pa jaz občutek, da živimo v nekem predsedniškem sistemu, In kar se tiče te pandemije, mi v resnici nismo imeli nobenih večjih škandalov, ampak ne vemo nič. Ne vemo, koliko respiratorjev smo kupili, za kakšno ceno smo jih kupili, kakšna je bila ta nabava medicinske opreme. Mi ves čas samo poslušamo, da v bistvu na nek način je zdaj vse zamrznjeno, vključno z zakoni. Zdaj so izredne razmere, zdaj nakupujemo, stopi predsednik pred kamero in lahko mirno reče, da bo pošiljal ljudi s kovčki denarja po svetu, da bojo pač kupili respiratorje, kjer se jih da ne bo spraševal za ceno cepiv. Skratka, mi imamo ves čas neke stvari, na katere bi seveda pričakovali, da bo vsa novinarska srenja skočila, ampak imamo pač takšno, kot je. En dober del tabloidov je zelo sodeloval pri tej zaroti Trumpa. Mi smo poslušali cel teden, smo jih lahko prebirali na prvi strani vse te dokaze, kvazi dokaze in koliko jih je in to. In ja, mi imamo predsednika, pa ne samo tukaj predsednika, mi imamo ogromno politiko, ki jim ta stil Donald Trumpa, torej si glasen, preglasiš nasprotnike, zdaj ni več pomembno, s koliko argumenti, lahko mimo grede poveš kaj takega, kar ne drži, to se seveda tudi tukaj zelo dogaja. In imamo pač take razmere, v katerih lahko ta predsednik dobi 3/4 glasov, absolutno večino v parlamentu. Mi imamo v bistvu parlament brez opozicije, tako da tudi, ko bodo te škandali, se bodo z njimi ukvarjali razni preiskovalni novinarji, ki pa tukaj v resnici ne pridejo
ne pridajo do neke javnosti širše. Mi smo doživeli v času pandemije v bistvu poskus državne cenzure, torej se je krizni štab, ki ga vodi premierka, odločil, da ne bo več nobenih informacij na terenu. Torej ne sprašujte vi zdravnikov v Vojvodini, kakšen je problem, pridite k nam in bomo mi povedali. Posledica tega seveda, da si je ena od novinark, Ana Lalić, dovolila kritizirati te razmere in povedati, ker vsi vemo, ne, da je bil to zdravstveni sistem tukaj že prej v razsulu in da je to, da se tako uspešno borimo to s pandemijo, pravzaprav v neke vrste čudež. O čudežih smo tudi mi izjemno veliko slišali. Ne? Če začnem s tem, da bo čudežno virus nekega dne izginil. Ne? Ampak tukaj, recimo v tej zgodbi pandemični v Ameriki je zelo veliko takih sočnih, drobnih podrobnosti. Ne? Recimo, mi točno vemo, koliko respiratorjev in kako. Respiratorje imamo mi za stran metati. Ne? Zato, ker je to bil edini proizvod, ki je šel pod tem posebnim zakonom o vojaških dobavah, ko so prestrukturirali tovarno avtomobilov, ne? In začeli proizvajati tako rekoč čez noč respiratorje, ampak vse ostalo pa še zmeraj uvažajo. Ampak od kod? Iz Kitajske. Ne? Vse maske, razne zaščitne oblačila. Bilo je nekaj podjetjem so dali naročila, ampak zanimivo, podjetjem, ki niso bila v registru javnih dobaviteljev, podjetjem, ki še nikoli niso proizvedla nobene maske, in tudi potem niso, ne? In so tudi vračali denar in tako naprej. Skratka, ogromno teh zgodb, ki pa seveda, ko se človek vpraša, ampak če je zdaj Kitajska sovražnica številka 1, ne? Kako smo mi lahko v pandemiji, v nekem ključnem trenutku odvisni zaščitno opremo od Kitajske? Ne? Mi nismo imeli teh problemov. Tako da, Kitajska je naš prijatelj, ne? Rusija. tukaj pa ni, ne? Ja, si predstavljam. No. Pri nas smo na Kitajsko ves čas stavili. Ne. V bistvu je tisto, kar smo potem poslušali iz Brusla, ravno to, ne, da ker si je Vučić drznil izraziti in tukaj seveda je imel na nek način prav v začetku pandemije, ne, da evropske solidarnosti ni in da mu ne preostane nič drugega, kot da se obrne kam drugam in zdaj učitajo mu mnoge, da je na več stolčkih. Jaz mislim, da se v takih primerih izkaže, da dokler gre sedenje na več stolčkih, ne, naj se sedi tako, ne, bo se mogla pa seveda Srbija tudi enkrat odločiti. No. Se mi je zdelo, da smo v bistvu letos malo se vam približali s tem Washingtonskim sporazumom, ne, o katerem po mojem, ne, smo mi tukaj v primerjavi z vami debatirali res ogromno, ne, ker vem, da sem jaz poročal o tem, ker sem bil ti bolj pomembne zadeve, se pravi si predstavljam, da to... Ne, to ni bila tema tukaj. Ni bila tema tukaj, tako rekoč ne. Sicer to naj bi bil eden izmed, po mnenju predsednika Trumpa, razlogov, zakaj je upravičen do Nobelove nagrade za mir. Čeprav je bolj poudarjal bližnjevzhodni sporazum, Abrahamove sporazume. To je tisto, kar je nas presenetilo v bistvu v tem dogovoru potem, ne? Da smo kar nekaj prebrali o veleposlaništvih v Jeruzalemu, o Hezbolahu, tako da jaz mislim, da je zdaj ogromno teh, ne, in na kosovski in na srbski strani, ki nimajo prav velikih težav, da se bo predsednik zamenil, da se bo ta sporazum, jaz mislim, pozabil. Čeprav je treba, ne, upati tukaj v tej regiji, da bo nekaj od njega vendarle ostalo, ne, vse te obljube, še vedno smo pri obljubah, ampak tukaj smo velikrat samo pri obljubah, o vlaganjih, o povezavi Kosovo, to. Zdaj, da bi pa rešil Trump, ne, tako kot je rekel, v 20 minutah pobijanje Srbov in Albancev in da si za to zasluži nagrado, pa mislim, da tukaj so se zelo vzdržali komentarjev, so pa zelo objavljali te posnetke, ne, iz vaših konvencij. Kjer verjetno, no, mimogrede, na to me je vedno zanimalo, kako, ne, jaz sem ti prej rekel, jaz tukaj nekaj sem, ne, ti pa kaj si kot slovenski mediji v Ameriki. To je zelo zanimivo, ne? Zato ker, če primerjam spet z Rusijo, ne? V Rusiji je bilo vse urejeno. Ne? Mi smo bili v razvidu tujih dopisnikov, akreditiranih na seznamu, z naslovi in tako naprej. Imeli smo združenje tujih dopisnikov, med sabo smo se vsi poznali in tako naprej. Tukaj nič od tega ni. Ne? Tukaj se akreditacije urejajo posebej, ni nekega razvida, ne poznamo se, ne, dogodkov skupnih nimamo. Tako da jaz ne vem, če sem 500 ali sem 1000, ne vem na katerem mestu, ampak tam, kje. Ne? Zato, ker tukaj, poleg tega, da je pandemija res dejansko spremenila način dela, ne? Vprašanje, kako bi bilo, če bi bile razmere običajne,
bi verjetno se vendarle malce bolj spoznali med sabo, ampak ni nekih povezovalnih dogodkov, razen večerja, ena jeseni, ki je zdaj seveda odpadla zaradi pandemije, in mogoče kakšni dogodki v Foreign Press Centru, ampak to zveni zdaj zelo mogočno veliko, ampak to je v bistvu relativno majhen prostor, kjer potekajo zelo, zelo, zelo specifične novinarske konference, ki pa običajno nas ne zanimajo. Ne? Tako da ni nekega stika, ni nekega druženja med tujimi dopisniki, sploh ne. To je ena izmed takih očitnih razlik, ker potem tudi ni tega pretoka nekega poznanstev, pa informacij predvsem. Ne. Tako da to je velika razlika, recimo, če primerjam z delom v Rusiji. No, nas je malo tukaj, ne, tako da v bistvu zdaj trenutno edini slovenski v Beogradu, verjetno tudi širše, no. Se pravi, za nas se ni bistveno spremenilo, mogoče se je za mene spremenilo ravno to, jaz pokrivam v bistvu vse od, se pravi, recimo Hrvaško še občasno pa dol do Grčije, na drugi strani do Romunije in na oni strani do Albanije in ti prav pridajo te povezave, ki jih pač imaš v tem trenutku, zato da vsaj približno zveš, kaj se dogaja, ker sicer to, kar prebiraš po ostalih medijih, je bolj kot ne številke. Je pa grozno, no, biti v bistvu tukaj na Balkanu in vedeti, da če se bo jutri nekaj zgodilo v Črno goro, jaz ne morem tja, ker je treba se naročiti na test, čakati 2 dni na rezultate in bi jaz potem prišel tja, ko je že vse prepozno. Je pa po mojem prišel zdaj časno, ko bom začel si te palčke tlačiti not in malo več po Balkanu, ker jaz pogrešam to. No. Jaz sem se navadil na te 100 kilometrov, da jih delamo in da si tam, da poročaš, ker ta pandemija, kaj je ta pandemija, je to, kar se dotakne vsakega človeka posebej, do teh ljudi. Pri nas ni še vedno problem snemati po tržnicah tukaj, v Srbiji zdaj govorim. V primerjavi po mojem, s preostalo Evropo izjemno blago vse skupaj, tako da se da, ampak se pravi, mi imamo toliko zanimivih stvari v tem trenutku. V Črni gori čakamo, ali se bo zdaj ta opozicija sestavila v novo vlado in končno zamenjala Đukanovića. Imamo v Bosni, se spreminja 25 let Schengena in tako naprej. Severna Makedonija, ki jo zdaj Bolgarija blokira na poti v Evropsko unijo, skratka, v božci, ni konec teh ovir, ki jih imajo. Tako da, kome čakam v tem smislu, da začnem potovati, predvidevam, da pa ti kome čakaš, da se ti malo ustavi, da bo tam enkrat januar. To sicer res, čeprav vprašanje, če se bo ustavilo, ker mislim, da bo imel Biden velike težave, ampak tudi jaz pogrešam potovanja. Jaz sem recimo absolutno, začetek je bil zelo obetaven, ko sem začel dopisništvo tukaj, je bilo kar precej poti, potem se je vse to ustavilo. Tukaj seveda ne moremo, zdaj govorim znotraj Združenih držav Amerike, kup enih predpisov je, tudi karanteno oziroma same izolaciji, cel seznam omejitev, če prideš recimo v glavno mesto iz določene zvezne države. Ampak tega nihče ne kontrolira. Tako da zdaj recimo je zahvalni dan, danes, skratka, voščim s praznikom. Recimo prejšnji konec tedna je letelo 5 milijonov ljudi po Združenih državah. To je bilo največ po marcu, ko se je vse ustavilo. Ljudje so nekako spustili ta virus in niso želeli upoštevati nasvetov oziroma priporočil oblasti, da naj za božjo voljo ne potujejo in da naj ostanejo tam, kjer so in naj se ne združujejo v družinsko in prijateljskih krogih na teh tradicionalnih kosilih, ker se bodo okužili. Zato, ker vsak večji praznik, ali je spominski dan neodvisnosti, praznik dela, to so vsi ti običajno prazniki, ko je veliko druženja, čez 14 dni je bila seveda eksplozija novih okužb in potem posledično hospitalizacija in tako naprej. In zdaj svarijo, da je pač zdaj zahvalni dan, pa sploh zdaj taka tovrstna tempirana bomba, ker je že zdaj sistem preobremenjen in bo še huje. Tako da jaz tudi kome čakam, da se bo zadeva nekoliko sprostila in se bo dalo potovati po ZDA. Jaz iz države ne morem, zaradi tega, ker so meje zaprte in bi potreboval od State Departmenta še en dodaten, čeprav imam veljavno vizo, še dodaten dokument, en waiver, ki bi mi omogočil prestop meje, ampak to je čakanje, to je birokratska pot
Ne morem se vrniti potem nazaj, ne? Če grem z ozemlja ZDA, ampak po sami državi potovati, to je neprecenljivo. Ne? Jaz sam pri sebi vidim handicap, zato ker so ZDA zelo raznolike. In recimo, ko so bili protesti, pro-trumpovski protesti zdaj po volitvah, pred 14 dnevi, prišlo je res ogromno ljudi, ne? Ampak že na videz so bili to drugačni ljudje. Takih ljudi ni v Washingtonu. Ne? In meni pač ta osebna izkušnja nekje iz Srednjega zahoda zdaj manjka, ne? Da bi z večjim občutkom lahko recimo opisoval vzdušje v eni zelo republikanski, zelo rdeči državi. Sledim sicer medije, poskušam biti kolikor se da raznolik pri virih, da vendarle zajamem neko širšo sliko. Je pa seveda živeti v tako imenovanem modrem območju, ZDA nekaj popolnoma drugega, ne? Popolnoma druga atmosfera, drug način razmišljanja kot v rdečih ZDA. Ne? Tukaj pandemija dejansko ustvarja en velik problem. Mene je fasciniral Beograd-Pazen, ne? To po mojem je malo dopisnikov, ki so to lahko doživeli. Se postaviš ob 3 popoldne in takrat je bilo res toplo, ne? Tako lepo, Beograd, april, čudovito in potem je ta prazen Beograd. Takrat sem začel prvič razmišljati o tem, ne, kako bo ta pandemija to spremenila. Ne? In potem zdaj tukaj ni splavov, ni zabav. Te osnovne stvari, ki so tako zelo pomembne Srbom, ne, so šle to, da prideš in vsakega izljubiš 10-krat, ga pošlataš posod, kjer gre, ne. Sej se poskušajo držati na nek način in marsikdo zameri v bistvu tem, ki vladajo, ne, da vse to nekako spregledajo. Mi smo zdaj recimo zadnji paket sprejeli v petek in ga uveljavili v torek, zato da smo lahko vmes pokopali patriarha Irineja, torej šefa Srbske pravoslavne cerkve, kjer je spet prihajalo do tega. Najbolj grozni posnetki meni so v bistvu ta obred blagoslova, kjer držijo žličko in dajo v bistvu vernikom in z isto žličko to počnejo 2 uri. To se mi zdelo res grozno. No? In to, da se, ne, kar si prej enkrat omenil, da se nismo naučili, ne? Tukaj se tudi v resnici, ne? Če pogledamo ta krog Srbske pravoslavne cerkve, začelo se je s protesti v Črni Gori, umrl črnogorski metropolit, torej Amfilohija, potem se je tam okužil patriarh. Zdaj imamo že naslednjega okuženega, za katerega vemo, da je imel mašo, da je govoril na pogrebu, skratka in take stvari se nam dogajajo, taki zdrsi brezvezni, ne? Ker imam po drugi strani občutek, da so se ljudje vse navadili. Ne? Jaz sem bil presenečen v tem drugem valu, koliko ljudi, sej še vedno na avtobusih so tudi brez maske, kakšen, ampak v primerjavi s tem, kako je bilo na začetku, je zdaj izjemno. No? Tako da... Tukaj, ne, je maska popolnoma zunanje izpričevanje svojega političnega prepričanja. Recimo ti protestniki pro-trumpovski, ne, na 10.000 so bili 99,9% brez mask. Medtem ko Washingtončani dosti dosledno nosijo maske, ne, če govorimo o tem. Ne. Ampak Max je prej vprašal za Luka Dončića oziroma Melanijo Trump in če je to lahko neka popotnica ali pa olajševalna okoliščina priti do koga ali pa prepoznavnosti. Ne. To je zelo zanimivo vprašanje. V Dallasu Dončić absolutno da. Tam so vsi vedeli za Slovenijo in nikakršno težava. Z gospod Trump je pa zadeva bolj zanimiva pravzaprav. Ne? Namreč večina republikancev ali pa podpornikov republikancev njih sploh ne zanima, odkot je Melania Trump. In Slovenija to jim nič ne pomeni. Ne? Zanimivo pa, da demokrati to vsi vedo. Ne? In potem se še je rodila tudi, niso samo republikanci specialisti v teorijah zarote, ne? Tudi na demokratski prsti uspeva dobro. Ogromno jih je prepričanih, da je v bistvu ona ruska vohunka, ne? Putinova vohunka v Beli hiši. Jaz sem samo s široko razprtimi očmi gledal in sem si mislil, mogoče pa bolj žestiti ne omenim, da sem jaz bil predopisnik v Rusiji, ne? Ker to je neverjetno razširjeno. Ne? In potem še ona še stimulira, ne, te govorice s tem, da se, ne vem, zdi primerno
da v Rožnem vrtu nagovori v kvazi vojaški outfitu, ne? In to je po Washingtonu odmevalo, ne? Kakšno je bilo to zdaj sporočilo, ne? Militantno, ne? Sigurno putinsko. Ne? In to je, tako da hočem reči, tudi ime Melanie Trump ne odpira nobenih vrat, ne? In tudi sama vrat ne odpre. Ne? Tudi ona ne komunicira z mediji, tudi slovenskimi ne. Mislim, da je to tak načrten pristop, zelo dosleden pristop, ki pa se je, moram reči, njej tudi na nek način obrestoval. Ne? Zato, ker vse, kar je prišlo iz njenega zasebnega življenja v medije, je prišlo zato, ker je v nekem trenutku nekomu zaupala, ne novinarja, ampak prijateljici, recimo. Ne? Potem so se pa sprli, ne? In prijateljica je bila tako dobra prijateljica, da je tudi snemala, ne? Njune pogovore, ne? Ko sta še bili prijateljici. In v medijih se res pretežno nelepe stvari slišijo. Ne? In jaz jo po drugi strani pa potem razumem. Božični okraski in okraševanje. Recimo, ja, zdaj je to sploh. Ne? Ja. No, ker pri nas Slovenija ne, odpira vlada. Slovenija je tukaj tako vse prisotna, ne? Tudi veliko ključnih pozicij imamo v bistvu tukaj. In po moje ljudje se v Sloveniji ne zavejo, ne? Ker včasih pač bereš te spletna omrežja, Twitterja in to. In je enega bruhanja čez nekdanje narode Jugoslavije. Pojma nimamo, kako izjemen imidž ima Slovenija tukaj. Ne? Jaz mislim, da je imela sicer nekoč še boljšega in da nekoč imela vzvode, da bi spreminjala, da bi zares zagrizla v te stvari, bila vodilna pri reševanju, ne vem, dialog Priština, Beograd, v Severni Makedoniji in podobne stvari, ampak res tukaj posod, kjer prideš povezati s Slovenijo, ti najprej razložijo, kdo je bil tam v vojski, kateri sorodniki zdaj tam delajo, kako je zelena trava pri nas, kako je vse urejeno. In potem vidiš v bistvu ti, ne, po 1-2 letih, jaz sem iz Berlina pridem, kjer sem vedno tako mal, se mi je zdel, Berlin je tako cool, pa vse je super. In potem prideš sem in zdaj sem se res velikrat zalotil v Sloveniji, da stojim tako na križiščih, recimo, ko prideš iz avtoceste dol pa nekam zavijaš in če bi bil zdaj v Srbiji, ne, bi bil tam zraven tako kup smeti, ne. V Sloveniji je pa čisto. In tukaj imaš ljudi, ki ti razlagajo tako pred tabo, ne, kako je Slovenija res lepa in kako mi skrbimo in to. In dokonča cigaret in ga vrže na tla vmes, ko to razlaga. Potem do konca pove in vrže še časopis v koš, pa zletim njim, pa te pozdravi. Skratka, čist drugače delati v eni državi, ki ima, ne, recimo Slovenijo za nek vzor. Tudi v pandemiji smo bili na začetku zelo velik vzor, ne, nas so skozi. Vučić nas ima rad. Tukaj seveda je zelo drugače. Ne? Dobro, jaz sem do Slovenije podoben odnos gojil, ko sem bil še v Rusiji. Jaz sem takrat tudi bil sposoben na bencinski črpalki na lomu vohati smreke. Ne? Ampak zdaj ne vem, ker meni praktično ni bilo Slovenijo, odkar sem tukaj. Ampak jaz sem pa pozabil, kaj sem hotel reči, to se mi zgodi. O tem smo se pogovarjali, kako zelo je Slovenija tukaj. Ja, skratka, tukaj je okolje, ki je zelo, zelo, zelo osredotočeno samo nase. In dejansko zelo slabo poznajo svet. In posledično, recimo, ne, ko iščem sogovornike, je tudi to težava. Ne, zato, ker zelo so zainteresirani za ameriške medije, si so pripravljeni vzeti čas, imajo pa en poseben način ignorance, ne odgovorijo novinarju, ne? Ali pustijo, če je neznana številka, pustijo zvoniti, ali pa ne odgovarjajo na maile. Ne želijo biti nevljudni in reči ne, ker to pač ni lepo, ne? In potem se raje še naredijo, kot da pač niso prejeli nobenega maila. Ne? Tako da je zelo težko pravzaprav priti tukaj do ljudi. Pa to ni povezano samo s pandemijo, ne? Ker tukaj, ne, v tej pandemičnih okoliščinah sem imel pa v bistvu srečo, ne, ker sem še zmeraj našel sogovornike, ki so pripravljeni govoriti osebno in ne preko Zoomov in podobnih forumov. Tako da sem niti enega intervjuja snemal preko spleta. Ne. Zmeraj prišel do ljudi, ampak je to res podvig, zato ker jih tuji mediji ne zanimajo in tudi v bistvu so presenečeni, ne, ko se kar naenkrat recimo na protestih pojavi televizija Slovenija, recimo, ne, International, zakaj pa bi to nas zanimalo, ne? Ampak
popolnoma druga percepcija sveta je to. No? Ogromna država in mislim, da če spet primerjam z Rusijo, je Rusijo vendarle bolj zanimalo, no? Kaj se dogaja z zanimivimi mejami. Ne? Je pa res, ne, da tukaj je en zanimiv način mobilizacije javnega mnenja, nacionalnega ponosa, ki je zelo različen med ruskim in ameriškim. Ne. Ruski zmeraj išče zunanjega sovražnika. Zmeraj. Ne. In to je glavni mobilizacijski moment. Ne. Tukaj se ga mogoče zavedajo, ne, ampak se pa pozna ta izjemen optimizem. Ne. Oni izhajajo iz predispozicije, da bodo zmagali. Ne glede na to, kakšnakoli nevarnost je, ker sploh ni možnosti, da ne bi. Ne? Te neke notranje samozavesti in tega stržena nisem srečal še nikjer druge. To je res, mogoče je lažje živeti, ne? S tako samozavestjo in s tem optimizmom, ne? Ker se ne sprašuješ melanholično, podpirajoč si glavo in ne grebeš po svoji notranjosti. Ne? No, tukaj ni optimizma, sam si znajo drugače pomagati. Ne? Tukaj je vedno biče. Ne? Vse smo preživeli, bomo tudi to in res so na nek način navajeni. Ne? Politiki imajo tukaj oba, notranjega in zunanjega. Ne? Notranji je vedno tisti, ki želi prodati Kosovo, tisti, ki želi najslabše Srbiji, ker je nekoč že imel priložnost vladati, pa se je izkazal kot tajkun, kot korupcija in vse ostalo. Tega zunanjega ne, dobimo pa vedno bolj tako nakazanega. Ne? Se pravi, vedno nam Vučić reče, spet so močne sile uprte, pritisk na nas, da moramo popustiti. Pa ne vemo točno, natančno zdaj, kdo je tisti, ki pritiska, ali je to zdaj Evropska unija, ali je to zdaj konkretno kdo znotraj Evropske unije, ker si težko predstavljam, da bi bila to Amerika, razen v tistem trenutku, ko so govorili o tem Washingtonskem sporazumu, ker seveda so rabili nekaj, ne, nam je čisto jasno in so pač mogli nekaj podpisati in so podpisali, kar so pač podpisali. Richard Grenell, se pravi posebni odposlanec ZDA, se je blazno pritoževal, kako so vse to spregledali v ZDA, kako smo vse to na Balkanu interpretirali grozno in da smo vse vrgli v neko predvolilno tekmo, ker sploh ni to res. Ne? No, ja. Ampak skratka, no, mi imamo vedno in to je v bistvu ta strategija. Poleg tega je to pri nas verjetno to omrežje, ki ga ima vladajoča stranka, pa zdaj ne govorim samo o SNS-u, pa ne govorim samo o Srbiji, ampak je to pač tukaj neko pravilo. Tukaj ne rabijo Angele Merkel, tukaj rabijo nekoga, ki udari po mizi, ki zna povedati, kdaj je tudi kaj tako malo bolj po domače in ostro in grobo. In v bistvu mi imamo tukaj politike, ki so poskrbeli, da nimajo nobene prave konkurence v opoziciji. Ne vemo tukaj razbito opozicijo, ki je bojkotirala zadnje volitve. Mislim, da jim je bilo žal, ker zdaj imamo mi parlament, ki je v bistvu enobarven, ki ga Evropska unija priznava, čeprav so prej imeli pomisleke, torej nihče ni postavil zdaj vprašanja neke legitimnosti ali pa karkoli. Hkrati pa že vemo, da bomo šli spet na predčasne volitve čez 2 leti. Skratka, kako ne rečem, no, živimo v nekem večnem strahu, zdaj je prišla pa še ta korona. Jaz, ko grem zjutraj recimo v trgovino, imam trafike in pogledam te naslove, to je res grozno, ne. Vsak dan je nekdo, ki želi prelivati kri v Srbiji. Od Hrvatov do Američanov, do Tačija, In to je psihoza vsakdanja in potem imamo recimo, zdaj, če smo že pri medijih, imamo tukaj tudi nacionalno televizijo, RTS, ki je, to vsi pravijo, tukaj solidna državna televizija, ne pa javna televizija. Mi imamo v bistvu tukaj opozicijo, ki ni bila na tej televiziji že leta, oziroma se pojavi takrat, ko kdo iz vladajočih strank želi demantirati, kar je povedal kdo iz opozicije. To je edina priložnost, ki jo imajo. In so neke take razmere, v katerih tudi mediji v bistvu težko delajo domači, njihovi. Mi smo imeli pred protesti, se pravi, napadali so po eni strani policiste in po drugi strani novinarje. Tako zelo ciljno, zelo usmerjeno in še danes v bistvu ne vemo kdo, potem imamo pa vedno to, eni drugi obtožujejo, vi ste med protestnike poslali tiste, da so prikazali te proteste kot nasilne, da so jih prevzeli in tukaj je res problem, mi imamo skozi proteste. Odkar sem jaz tukaj 4 leta, so skozi protesti, ampak
vedno se potem ime spremeni, tisti, ki jih organizira, in to traja mesec, dva in potem zbledi, ker smo v eni taki državi, kjer v bistvu Vučić stopi pred kamero in reče, to so vsi sovražniki Srbov in s tem zaključimo. Mi s tem zaključimo. Medije ima blazno na svoji strani, bom rekel, in ta polarizacija, če pa nisi za Vučića, si pa tako ekstremno proti, da težko zdaj nekaj uravnoteženega najdem. In tukaj je ideja v bistvu vladajočih politikov ta, da o stvareh, o katerih noče govoriti, preprosto ne govorijo. Torej, ne pridejo. Jaz lahko dobim vsakega na temo preimenovanja slovenskih ulic, na temo splošno Kosovo, Beograd, če bi pa zdaj šel jaz jih spraševati o neki aferi, in mi imamo tukaj afer, res, vsak dan, in to take nore občasno. Imamo ministre, ki so, ne vem, več 100.000 evrov prinesli iz Kanade, pa so ga spraševali, kako pa ti je to uspelo, če moraš 5.000 prijaviti, pa je rekel, da je še tokrat v Kanado in tokrat, skratka, da mu je teta to dala in on je šel, da zdaj zračunamo za 200.000 evrov tokrat v Kanado in nazaj, so mu rekli, pokaži letalske karte. To je zdaj notranji minister, bil je predtem minister za obrambo, skratka, ampak to so pri nas končamo, ker pride naslednja afera, ker uspe v tem delu medijev, ki podpirajo vladajoče, se v bistvu to predstaviti kot nekaj tako nepomembnega in tako brezveznega in tako protisrbskega, da se pač ne ukvarjamo več naprej. To je, tukaj je popolnoma drugačno okolje, tudi medijsko, popolnoma druga zgodba. Mediji sicer so razdeljeni glede na simpatiziranje eni ali drugi stranki, ampak to, kar smo zdaj recimo doživeli okoli volitev, te glavne news televizijske mreže, ki veljajo za leve, sredinsko leve, MSNBC, CNN, NBC, CBS, ABC recimo, to je ta glavni korpus, ki ni naklonjen predsedniku Trumpu. Predsednik Trump je imel dogovor, zdaj tudi knjige so že o tem napisane, z Rupertom Murdochom in s Foxom. Ampak Fox je že padel v nemilost, zato ker ni bil tako zelo kritičen do volilnih rezultatov. In je tudi uporabil recimo AP-jevo metodologijo štetja oziroma pripisovanja elektorskih glasov. Tako da je AP in Fox so bili bolj radodarni z elektorskimi glasovi, hitreje so pripisovali Bidenu, kot vsi ostali. In zdaj se tukaj že kaže razpoka. Ampak nihče pa ne ve, da je največji medijski sistem, mislim, nihče ne ve. To je, recimo, ni tako zelo znano. Največji medijski sistem ni nobeden od teh, kar sem jih naštel. Največji sistem je Sinclair Broadcasting Group. Verjetno še večina ni slišala sploh za to družba, ki je, to so brata Sinclair, ki sta to ustanovila, imajo približno 200 televizijskih postaj po ZDA. Gre predvsem za lokalne postaje, zelo konzervativne, tudi radijske postaje, časopise, spletne portale. Ogromen sistem. Ampak ni pa zelo razvidno, katera postaja konkretno je njihova. Tako da, če želiš izvedeti, kaj pravzaprav ta konglomerat obvladuje, se treba zelo, zelo poglobiti in vedeti, kje iskati. Potem so še pa recimo, ne vem, ON ali pa Newsmax, to pa je skrajno konzervativno, skrajno desno, in izjemno ljubi teorije zarote. To je res vzporeden svet, popolnoma drugačna Amerika. Ko sem se tukaj na protestih pro-trumpovskih pogovarjal z ljudmi, ti samo te dve mreži spremljajo, niti Foxa ne. Fox jim je že mainstream, to ni v redu. ON pa Newsmax. In to je, ko to gledate, za ljubitelje. Pri nas je to recimo ta Vučićeva javna televizija je Pink, ker jaz niti ne bi imel toliko težav, da pač je komercialna televizija opredeljena za to, samo se mi zdi problem te srbske medijske scene, to pretiravanje s temi reality in s tem nekim
Skratka, ljudje tukaj so odvisni od tega. Ne? Ljudje od jutra do večera gledajo te realitije, ki so brez vsake kontrole, ne? Se pravi, tam not lahko počnejo udeleženci, kar hočejo, pretepajo druge, jih pljuvajo, govorijo, sploh ni za javnost. Ne? Skratka, to obvladuje ta del in mi imamo v bistvu tukaj včasih občutek, ne, da je, ali pa Srbi recimo, da je Vučić del družine, ker mi skozi gledamo Vučića. Vsaka novinarska konferenca, ki jo prenašajo 3 televizije od 4, non-stop v poročilih od prve minute do zadnje minute predsednik Vučić kazal, predsednik Vučić v radio, predsednik Vučić to in ono. In je bilo sploh smešno pri teh volitvah v bistvu, ne, kako je se predsednik Vučić je bil vodja liste, ki je zmagala, in potem je mogla ta lista iti k predsedniku Vučiću se pogovarjati o tem, kako bo koalicija sklenjena, se pravi, se je v bistvu Vučić pogovarjal bolj kot ne sam s sabo, ampak je pač tam druge predstavnike. Skratka, medijska scena, v kateri je zelo težko delati in v kateri je tista peščica raziskovalnih novinarjev obsojena na to, da so ves čas pod pritiskom, ampak konkretnim pritiskom, grožnjami, požigajo se hiše, tepe se ljudi in najbolj problematično pri vsem tem je, da v bistvu večina primerov ostane neodkritih, grožnje non-stop in ne samo iz nekih anonimnih virov, ne, ampak zelo konkretno. Naše tiskovne konference tukaj recimo za srbske medije so grozljive, ne, ko pride vprašanje enega medija, kateremu Vučić ni naklonjen, ker zelo osebno obračuna z njimi. Imamo pač ena tukaj, ki ga je strogo naslavljal ameriška televizija, ker so pač Američani lastniki, neko razpoloženje, kjer pa po drugi strani v bistvu ves čas govorijo, da mediji niso bili še nikoli tako pluralni, kot so danes, da lahko vsak pove vse, saj to je res problem, ne. Tukaj večji problem kot neke svobode medijev je, da vsak lahko res napiše vse na zelo osebni, zelo žaljivi ravni. Mi res beremo take naslove občasno, da si jaz prav rečem, da to je res svetno, vse. Ne, tukaj je zgodba toliko drugačna, da je dejansko Donald Trump medijsko tako spreten, kot showman, da je ne samo zaradi funkcije, ampak zaradi svoje osebnosti popolnoma ukradel medijski prostor in to vseh medijev. Mediji, ki mu niso naklonjeni, ga nič manj ne kažejo, navajajo, komentirajo kot naklonjeni mediji, samo predznak je drugačen. On je popolnoma dominiral in zdaj zdaj po volitvah se je 2-krat pojavil v javnosti, pa nekje oddalje so ga snemali, kako igra golf in to je bolj ali manj vse. Sicer je bil on seveda nenehno v ospredju pozornosti. Ta motiv je drug, če primerjaš Srbijo. Bo pa zdaj to težava, zato ker ko bo, zdaj kot kaže, vendarle odšel pred inauguracijo 20. januarja Bidenovo, je vprašanje, kaj bo naredil. Kaj bo naredil naprej? Ali se bodo uresničile tiste govorice, da bo ustanovil svoj medij in skratka nekaj četrtega, ker sem pač 3 konzervativne medije omenil, in tako ohranjal stik s svojim občinstvom. In tam bo v neskončnost razlagal o krivicah, ki so se mu zgodile, in seveda nek politični kapital koval. Če seveda se ne bo zgodilo to, kar zdaj vsi tudi sprašujejo, a bodo mogoče kakšni sodni procesi proti njemu, ker mu lahko marsikaj očitajo tudi iz tega obdobja predsednikovanja. To bi ga seveda lahko oviralo. Sicer Biden ne kaže ravno največjega navdušenja nad tem. Res pa je, da je odvisno, koga bo imenoval na čelo pravosodnega ministrstva. Ker v normalnih razmerah je pravosodni minister oziroma generalni tožilec tukaj zelo samostojen. Trump je bil v bistvu prvi predsednik, ki si je ta resor popolnoma podredil v svoje namene in svoje interese, in William Barr je čudovit sledilec tovrstnih direktiv iz Bele hiše, tako da v tem pogledu se je zelo izkazal. Tukaj bomo videli, in pa ena zadeva je pač čisto v političnem pogledu tukaj zanimiva, govoril si o Vučiću, govoril si o opoziciji, tukaj je to razmerje moči popolnoma drugačno.
sta pa te dve stranki zelo različni, republikanci in demokrati. Republikanci so doživeli eno močno metamorfozo, zelo so poenoteni in nimajo tako rekoč notranje opozicije, ker so jo izločili. Tisti, ki so nasprotovali in nasprotujejo Trumpu, so se zdaj v času volitev organizirali v posebna združenja, ki so tudi črpala donorski denar in obilno oglaševala proti Trumpu v Bidenovo korist. Še zmeraj deklarirani republikanci, ampak kot da z republikansko stranko nimajo nič. Republikanska stranka je v večini primerov čudno tiho in podpira vse te nebuloze iz Bele hiše, tudi zdaj po volitvah. Ker pač gledajo na volilni rezultat. Dobro so se odrezali bolje od napovedi in očitno zelo kaže, da bodo ohranili nadzor nad senatom. Mačken so pridobili nekaj dodatnih kongresniških mest v spodnjem domu. Tako da v bistvu so ugotovili, da so našli svojo, niti ne more več nišo, ampak zdaj nekako ta dialog z volivci je vzpostavljen in vedo, kaj morajo narediti in tukaj je Trump privlačen in zato ne grejo na nož z njim. Razen, sicer zmeraj več, nekih glednih, vidnih imen, ki pač vidijo, da grejo za stvari predaleč s tem zanikanjem rezultatov in strmoglavljenjem in tako naprej. Demokrati na drugi strani so pa stranka, ki na nek način ni doživela te transformacije v nekaj zelo monolitnega, dobro organiziranega in tako naprej. To je stranka, ki je ohranila frakcije, različne skupine, ki se znotraj stranke zdaj borijo za prevlado in to se zdaj lepo kaže, sicer bolj za kulisijo, ampak bo zelo hitro udarilo ven, glede imenovanj v administraciji. Biden je predstavil del svojega kabineta, veliko pomembnih položajev pa še ni zasedenih. In tukaj sta glavna pretendenta iz senata, Elizabeth Warren pa Bernie Sanders, ki pa v ameriškem političnem prostoru veljata za radikalca. In Biden je že sam po sebi je zelo taka neutralna, centristična, zmerna izbira. In to, kar je nakazal s temi prvimi predlogi, je, da ne želi nobenih ekstremov v administraciji, ker očitno računa, da bo na tak način pripravil teren, da se bo lahko pogovarjal z republikanci, zlasti, če bodo republikanci ovladali senat. In to povzroča užaljenost v progresističnih krogih v demokratski stranki, ki so mobilizirali zelo veliko volivcev. Sicer je Sanders zadnjič priznal, da pač ne večine, ampak pomemben delež volivcev in pač pričakujejo v zameno za to neka vidna imenovanja. Biden se pa zdaj izgovarja, da te ljudi, zlasti Sandersa in Warrenovo, potrebuje v senatu, kar je na nek način res, ampak je tudi jasno, da gre za izgovor. Tako da tukaj tu vidimo dve različni smeri razvoja politične stranke in mentalitete, ki je to prinaša s sabo. Zdaj, ko se je Biden pojavil in začel vsak dan zdaj govoriti, nagovarjati novinarje, to je popolnoma drug ton. Popolnoma se je ozračje v tem pogledu spremenilo. Ampak tukaj sem previden. Mislim, Trump je pred 4 leti zmagal zato, ker to ozračje zelo veliko ljudem ni več ustrezalo. Zdaj je to ozračje dobrodošlo, zato ker je olajšanje po tem zelo, zelo kaotičnem 4-letnem obdobju. Je pa vprašanje, kako se bo to odvijalo naprej. No, mi imamo tukaj v glavnem vladajoče stranke, ne samo v Srbiji, tudi druge, ki nimajo notranje neke opozicije. V bistvu imamo največji ekstremi, po mojem, ravno tukaj, ker sem prepričan, da je Vučić tisti, ki tudi sestavlja vlado, itak to vemo, vsi postavlja premijerje in podobno, ampak on ima, kako ne rečem, njemu je uspelo iz Šešljeve radikalne stranke, ko je bil na strani Miloševića, ko je razlagal, da za vsakega ubitega Srba bojo pobili ne vem koliko Bosancev, mu je uspelo se preleviti v tega proevropskega voditelja,
ki ima to blazno mednarodno podporo, zato ker mednarodna skupnost tukaj ne vidi nič drugega, na kar bi lahko stavila v tem trenutku. Imamo to neko opozicijo, ne, ki ni blok. Ne, lažje se bi bilo v bloku boriti proti zdaj nekomu, ki ima to oblast tako močno zasejano. So bili poskusi, ampak potem ta skupni imenovalec je samo nasprotovanje Vučiću in potem čim se odpre karkoli drugega, ne, odnosi z Rusijo, odnosi s Kitajsko, Evropska unija je tukaj konc te ljubezni. Tako da jaz v tem trenutku res ne vidim, no, kdo bi... In vsi te protesti potem nekako, zdaj pustimo na kakšen način, ampak se iztirijo zelo, ne, vedno se končajo, ali pa zelo pogosto se končajo pred medijskimi hišami. In mi smo gledali recimo protest opozicije, kjer je potem, in to je bila še taka zanimiva zgodba, no, jaz sem spremljal vsak protest, res vsak večer sem šel tam, ker smo ves čas vedeli, da se lahko kaj zgodi in ves čas je bilo mirno, ves čas je Vučić dovolil, da se protestira. Potem je bil pa tukaj nek obisk iz Nemčije, smo si vzeli čas, smo šli ven in potem mi gledamo te proteste, jaz kažem, ne, ampak vidite tukaj za razliko od Amerike in to je tukaj ful miroljubno, tukaj nobene naredi nobenega kaosa in gre mimo nas človek z motorko. Ne, se rečem, ok, rekvizit naj bo. In potem pridem domov in gledam posnetke, ko je to človek z motorko hod po RTS-u, ne, torej po javni radio, televiziji in to so taki posnetki, ki se jih da potem še leta, ne, in Vučić je res preten v tem, ne. On je izjemen politik v bistvu, ne. On zna vse te napake nasprotnikov obrniti tako zelo v svojo prid in hkrati je za razliko od Trumpa zelo premišljen, ko govori še posebej za mednarodno javnost. Za notranjo javnost zna biti že zelo tako. On ima druge ljudi, ki za njega te stvari sporočajo. On ima ministre, za katere mi vemo, da so glas Vučića in so tisti, ki bodo, ne vem, šli v verbalni konflikt s Hrvati, ki bodo šli v konflikt s Severno Makedonijo, s Črno Goro. Drugače imamo, no, on je res nek na svojem tronu, recimo temu, ne, in obvladuje to znotraj, kar je seveda znotraj Srbije bistveno lažje obvladovati, ne, in tudi, kar mu gre še na roko, je, da se je ta Srbija v bistvu zadnja leta res spremenila, ne. V kakšni smeri? V tej smeri, da mi zdaj imamo, se res dejansko avtoceste gradijo, da se lahko pride iz enega konca Srbije na drugega. V zadnjih 4 letih se je to razpolovil čas, ne. Vseeno nekako napreduje na tej poti v Evropsko unijo, čeprav je to tako bolj zelo deklarativno, ne, mi se delamo, da oni se delajo, da delajo, tako nekako, ne, pa to furamo in ne vemo zdaj točno, kje je ta, ampak dokler nekako poteka vse to, ok, ne, čeprav jaz mislim, da je tukaj Evropska unija, kaj vem, malo izgubila kompas, kako se lotati vladavine prava in podobnih stvari tukaj, ne, tukaj izginjajo ogromni evropski denarji, na točno tak način, kot si ga Evropska unija ne bi želela. Ampak, kot že rečeno, no, spreten govornik in potem pogledaš po drugih državah, ne, traja, recimo, Milo Đukanović je bil 30 let na prestolu, predvsem zaradi tega, ker ga je mednarodna skupnost videla kot edinega, ki je proevropski, ne. Se pravi, tukaj imaš neko nalepko in rabiš 20 let, da se jo znebiš ali pa da jo spremeniš. Ker vse te stranke, ne, recimo tudi Kosovo pogledamo, zdaj jih je polovica vladajočih na mednarodnem sodišču, skratka izhajajo iz nekih konfliktnih razmer in v teh strankah obstajajo te ljudje, ki so v teh konfliktnih časih imeli še kako pomembno vlogo. Torej, če danes pogledamo mi politiko, pa jo primerjamo s tisto, preden so se začeli vsi ti spopadi, je ogromno ljudi, ki so še vedno tukaj, ki se jim ni zgodilo nič. Da ne govorimo potem, če gremo nižje pogledati te zločine in te stvari, kako se ukvarja. Tukaj v tej regiji pač rabi neko pomiritev nujno, ki jo zaenkrat ni sposobna, ne. Tako kot predvidevam pri vas, ne, bi neka pomiritev prišla še kako prav, ne. Tukaj govorijo o zdravljenju, ne, da ta narod potrebuje zdaj zdravljenje, ne, terapijo. Kar je res. Recimo, če pogledamo letošnje proteste, zelo zanimivo je bilo, kako se je Bela hiša na to odzvala. Kakorkoli, ne, gledamo zdaj na prekoračitev pooblastil policije, evidentno je bilo, da je velik del prebivalstva, velik del državljanov in volivcev izrazito nezadovoljen
s položajem, v katerem je. In če bi bil Donald Trump politik, bi seveda te ljudi znal na nek način govoriti. Tako jih je pa vse stlačil v predal plenilcev, roparjev in nasilnežev. Ampak ne moremo spostaviti enačaja med protesti in med tem nasiljem, ki je izbruhnilo običajno v nočnih urah po protestih in zelo pogostokrat provocirano ali z nekimi čisto lokalnimi kriminalnimi motivi ali preprosto, ker so pač ljudje v množici se začnejo obnašati drugače in vidijo priložnosti in podivjajo in udrejo, ne vem, prodajalne. Ali pa v nekaterih primerih, recimo v Minnesoti, se je to jasno videlo, da so pač prišli provokatorji, ne? In običajno iz desne skale, ne? In rasističnih krogov. Ne? In je ta diskurs potem zelo zanimiv, ne? Zato ker tukaj Bela hiša potem predstavlja, da je glavna težava tukaj skrajna levica in Antifa, za katero je treba zelo iskati, ne, te ljudi tukaj. Ne. Medtem ko imajo na desnici izvrstno motivirane in oborožene fante z poltovornjaki, avtomatskimi in polavtomatskimi puškami, mišicami in zastavami, ki so pripravljeni, kot se je zgodilo v Michiganu, seveda tudi z orožjem zasesti tamkajšnji kongres. Ne? Ja, in dvakrat. To je grozno, res. Dvakrat. Ne? Potem je bila pač odkrita ta zarota, ko so želeli guvernerko ugrabiti. To so, mislim, to je res divji zahod. Ne? Ta pristop. Ne? In ti protesti seveda so zato izveneli v neko zelo nerealno noto vzemimo sredstva policiji. Ne. Tukaj seveda nihče, ki je dosti realni in pri zdravi pameti, ne bo imel sredstva policiji, zato ker je toliko kriminala in se je to takoj, zato ker so začeli v demokratskih mestih zelo previdno in zadržano reagirati na proteste, da ne bi bili preostri, zato ker je to njihova volilna baza. Ne. Ampak jasno je, ne, da tam je stopnja kriminala takoj narasla. V Ameriki, ameriška družba je takšna, da potrebuje policijo, nažalost. Tako da tukaj se je... Ja, vidim, da se je Gašper že vključil, se bom jaz končal, samo piko bom naredil. Ne. Hočem reči, tukaj, to je bila ena tema, ne, na kateri je zelo uspešno kandidiral predsednik Trump. Na tem strahu pred množico, plenjenjem, ropanjem, požiganjem, ki ni strtezvit, ampak ni pa nagovoril dela prebivalstva, ki je seveda bilo prizadeto in ni bilo nasilno. Ne. Temnopolta skupina ima težavo s sistemskim rasizmom v policijskih obravnavah in to je pač tukaj dejstvo. Jaz mislim, da bi morala biti takšna politična analiza kakršnega koli območja, od koder se javljajo naši dopisniki, biti del v bistvu vsak dana oziroma ali pa vsaj tedna v medijih. Jaz se vsak dan vklapljam. Ja, ampak na ta način, ne, 20 minut ali pa še, ne, s tem se mi zdi, da dejansko lahko pride do izraza, ne, ker večkrat smo se že interno pogovarjali, da recimo v 2 minutah, ne, televizijskega prispevka ali pa radijskega, ne, težko dobimo takšno sliko, ki sta jo zdaj recimo prikazala, ne, ker dejansko takšne kompleksne informacije postavljati v širok kontekst, ne, zato je res potrebno malce dlje časa, ne, dobesedno, ne, in super, mislim, da sta se odrezala, zdaj bi pa samo izval še, ne gremo še čisto na vprašanja ostalih panelistov, si toliko pridržujem pravice, ampak mogoče analiza vajnih, kako ne rečem, življenj tam, kjer sta. To, ko smo se že malce pogovarjali,
Boštjan, recimo, kdaj se ti prvič priskuti balkanski žar in Andrej, kdaj se navadiš na ameriško hrano? No, mislim, evo, recimo. Nekle je res raj za ljudi, ki imajo radi pleskavice, čevapčiče, kajmak in take stvari, ampak je res tega v enem trenutku dost. Ne? Še posebej potem, ko si na službenih poteh in v bistvu imaš zelo malo tega manevrskega časa za razne kosila in potem se usedeš in začneš gledati meni in rečeš pleskavico. In to pa narediš enih 30krat in hiter po moje. Ampak jaz zelo razumem, zakaj je ta Beograd tako privlačen recimo za turiste. Ne? Tukaj je res, ta balkanska sproščenost, to, pa še kot že rečeno, prideš kot Slovenc, ti dajo še eno ekstra rakijo na mizo. Tudi, recimo Evropska unija ali pa Evropa bi bilo grozno, če ne bi bilo tega predela, ker ko gledaš recimo te obiske, pridejo sem, ne vem, kakšni severnjaki ali pa tudi Slovenci in imaš ves čas občutek, da želijo biti malo bolj tako kot Srbi. In potem gledaš Srbe in si želijo biti malo bolj tako kot Slovenci, ki pridejo tako poštirkani vsi, govorijo zelo tako slovnično, vse pravilno. In potem prideš pa tukaj na nekdanjega zunanjega ministra in ti zapoje in tako. Res, to ima svoj čar, ampak v enem trenutku je pa vsega tega čist preveč. Tako da sej še vedno pojem, pleskavico, se vidi, ampak manj, ja. Jaz bom tukaj razbil mogoče en mit, ampak jaz v Ameriki sploh ne jem slabo. Tukaj sicer je, tako, moram reči, da raven, ne vem, ljubijo plastične krožnike, plastičen pribor, kar je zelo moteče, ampak hrana, dobro, ni tako slaba, mislim, tudi burgerji so dobri. Mogoče moraš vedeti, kje kupovati, mi veliko jeva doma, tudi to je res, ampak hrana tukaj sploh ni tako slaba. Res pa je tudi to, da sprašuješ o eni taki zelo stvari, ki sodi v arzenal normalnega življenja, potovanj in ugotavljanja neke raznolikosti. Tega je bilo, kot sem pač prej povedal, v tem letu zelo malo in premalo. In ker je to pač moje prvo leto, je to moj velik manko. Tako da, če bo priložnost čez nekaj časa, lahko vprašaš še enkrat, pa bom povedal. Ampak načeloma sem presenečen, nimam slabih izkušenj. Me pa še nekaj zanima, zagotovo pa je v tem tudi razlika precejšnja, cene. Kako sta se navadila, oziroma Boštjan, kako si, če lahko stereotipno rečem, razvajen s cenami, in Andrej, kako si se navadil, verjetno so višje, ne? To je tudi en mit, o teh cenah. Pri nas je res pocen hrana pa pijača. Torej pa res užitek je jeti na tržnico, na katerokoli, ki jih je ogromno, ker še vedno živi ta duh teh tržnic tukaj, to je zelo pomembna stvar, ker se ljudje tudi srečujejo pa to. Ampak vse ostalo, karkoli je pripeljano iz tujine, od tehnike do supergov, do mogoče obleke niti ne, je pa isto ali pa dražje. Mislim, jaz naročam po internetu v Slovenijo in potem vsakič, ko pridem, poberem, kar se pa hrane pa tega tiče, pa ja, to pa tukaj, če kuhaš sam, lahko kuhaš izjemno dobro in izjemno poceni. Pa tudi sicer te gostilne in vse to je poceni, ampak zdaj za to neko dodatno, recimo, da dam en tak primer, ti tukaj lahko za 350 din, se pravi, to je manj kot 3 evre, dobiš pleskavico, pomfri, Coca-Cola, pa še nek mali desert. Si predstavljam, da to recimo pri Andreju ne bi šlo nikoli. Ne. Tukaj so cene nore, kar zadeva restauracije, hrano in te stvari. Ne morem primerjati, ker sem izgubil občutek, koliko kaj stane v Sloveniji, zdaj, ker nekaj časa ni bilo, ker sem se moral navaditi na te bistveno višje cene tukaj. Res pa je, da se je zelo še razširila spletna prodaja in take stvari, zdaj spet zaradi pandemičnih razsežnosti. Tukaj pa se da
ne, recimo s kakšnimi popusti, ki so nenehna dobrina tukaj, določene stvari prihraniti. Notranje cene za ameriško tržišče so zmeraj drugačne kot za svetovno tržišče. Tako da je pa Washington zelo, zelo drago mesto. Ne? Tako da, mogoče se pa je zato toliko suh. Taki Black Friday, a nimaš ti zdaj Black Friday? Aha, je bil. Ampak sam, ne, to pa je spet drugače, recimo tehnologija je pa res v Ameriki cenejša, ne? Mislim. Ja, se pravi, odvisno zdaj pač, kaj gledamo, ne? Ampak recimo, zanimivo, ne? Zdaj, ko so aktualna cepiva, tukaj velja en mit, ki ga je zelo propagiral predsednik Trump, namreč Amerike kot žrtve. To za Ameriko ni tako zelo značilno, ampak zdaj je. Ne? In recimo pri cenah zdravil, tukaj velja mit, da diktat cen za ameriško tržišče je diktat tujcev. Skratka, da glede na to, kako se spogajajo za cene za svetovno tržišče, potem dvignejo cene za domače tržišče, zato ker tukaj so zdravila izjemno draga in to je tudi ena izmed pomembnih tem. Ne? Prepričani so, ne, da so ZDA tukaj žrtev in da Američani, zaradi tega, ker Bela hiša tukaj pri pogajanjih z tujimi državami in pa farmacevtska podjetja prikrajšujejo Američane in kompenzirajo razliko v cenah na račun domačega potrošnika. In to bi mogoče celo držalo, ne? Zato ker če greste preko meje v Kanado, je isto zdravilo 5-krat cenejše. Ne? Eno novinarsko, za oba isto. Koga, pa če tako rečem, politično najvišje gledano možno je dobiti za intervju kot dopisnik RTV Slovenija? Tukaj mislim, da bo Boštjan bistveno lažje odgovoril. Jaz načeloma, dobro, moram reči, da z Vučićem prav čakam, ne, ker čakam. Kolikokrat si že recimo vložil, ne vem, prošnjo ali pa karkoli? Recimo pri Vučiću sploh ni problem, ti prideš na tiskovno konferenco, poveš, da si z RTV Slovenija, dobiš 2-3 vprašanja. Mislim, tukaj to res ni problem. Ali pa pokličeš v Makedonijo in rečeš, da bi imel intervju s predsednikom, vse je pol malo traja, ne? Ampak prideš do njega, ne? Jaz za Merklovo sem zaprosil, ne vem, 13-krat, ne? In najbližje srečanje, ki je bilo na eni minhenski konferenci, ker si je mogla mene zriniti in me pohodila. In to je bilo to. In se mi je upravičila. Upam, da si imel kamero prižgano. Tukaj je nabor sogovornikov, do katerih prideš velik, odvisno od trenutka. Zdaj so bile volitve, zdaj se ni dalo do nobenega, ker so bili pač jasno za svoje medije, sicer pa ni težava. Tukaj praktično ni mogoče. Ker, kot sem rekel prej, niti ne odgovarjajo na prošnje, predstavniki za stike z javnostmi pa imajo funkcijo odganjanja, ne urejanja teh stikov. Ne? Tako da bi se pa dalo, ampak malce se gre na živce, ne? To je refren pandemija, ne? Ampak dejansko je spremenila določena pravila. Presenetljivo dostopen je kongres, oba domova. Tam, seveda, če imaš čas, če te ne vežejo časovni roki in časovna razlika in tako naprej, če imaš čas postajati v normalnih okoliščinah, ker zdaj ne moreš, ne, zato ker je omejeno število ljudi, ki je lahko tam, se na hodnikih lahko sreča morda celo pocuka katerega od senatorjev, recimo, ali pa vidnih kongresnikov. Ni rečeno, da bo kar rekel, običajno gre mimo, ampak se pravi, letošnje leto je bilo tako specifično, da je bilo teh stikov in teh mimohodov na ključnih, ker so tudi oni delali ogromno doma, ne, tako malo, ne, da pravzaprav ne moremo o tem govoriti. Se pa da, in relativno lahko prideš notri, akreditacije pač seveda imamo urejene, tako da načeloma bi se dalo. Ne. Recimo, senatorka Klobučarjeva je slovela po svojih četrtkovih zajtrkih, ne. In se je dalo. Ampak letos volitve in so bili popolnoma okupirani z ameriško politiko in res se niso imeli časa za tuje medije,
In pa pandemija, ko so potem omejili dostope in tako naprej. Ko se bodo normalizirali časi? Še eno vprašanje, potem pa še vključimo virtualno publiko. Kako do izraza pridejo recimo v Srbiji, Boštjan, pa potem nasplošno v Združenih državah Amerike, novice iz drugih predelov sveta, pa recimo zdaj najbolj odmevna, da bomo čisto aktualni, kako zelo je medije zaznamovala smrt Maradone, recimo? Ja, je. Mislim, kaj vem, to je pri nas vse tako, kako ne rečem, pri nas je večina medijev zelo na prvo žogo, zelo na hitro, se pravi, vsi te tabloidi delajo samo na tem, da se bojo čim bolj prodajali, tako da nimajo v resnici vse za Maradono, ampak je fajn najdeti sliko, ko je dal njegovo zlato roko in zapisati potem nek naslov, za katerega spremljajo. Tudi recimo ameriške volitve so zelo spremljali, ampak tukaj mi smo skoncentrirani na to, se pravi, kaj počne regija in kaj počne Evropska unija. Zato recimo, jaz to čisto razumem, meni se tudi tukaj včasih zdijo kakšne stvari, ki jih predlagam svojim urednikom, najpomembnejše na tem svetu, pa niso, zaradi tega, ker si pač tukaj si tako noter razmišljaš že o stvareh, o katerih oni razmišljajo, ampak te ključne stvari, in tudi Slovenijo recimo, tudi Slovenija je kar dosti prisotna, ne samo takrat, ko je kaj konkretno z njimi povezano, ampak recimo oni tudi zanimivo spremljajo na Balkanu pandemijo in ko spremljajo te balkanske države, dajo tudi nas zraven, ker nekako naravno se čutijo, da smo na nek način povezani, kar seveda tudi smo. Andrej? V Ameriki je to drugače. Amerika, kljub temu, da v obdobju predsednika Trumpa izolacionistična in z drugačno definicijo interesov po svetu, če sploh kakšno, je še zmeraj svet obravnavala skozi svojo prizmo in tako je tudi videti recimo izbor novic iz sveta. Zmeraj svet dopisniki ampak zmeraj, to so vsi strokovnjaki v bistvu za ameriško zunanjo politiko. Tako da to je tukaj zelo očitno, da zmeraj gre skozi ameriško prizmo, tako ali drugače, da bi pa jih zanimalo nekaj volitve, recimo nekje v kakšni ogromni drugi državi. Ja, ampak nakratko. Ker potem je treba razdelati vse, kako zdaj se ameriški interesi vklapljajo, z katero izmed strani, ki se pojavlja na volitvah, recimo. Tako da... Smrt Maradona je bila? Ja, to sem pa zasledil, ja. Ampak Maradona, smrt Maradone ni tema v tem smislu enakovredna recimo poročanju o zunanji politiki ali pa svetovni politiki. Nogomet je nogomet, čeprav tukaj seveda soccer ni na prvem mestu, ampak vendarle je dovolj priljubljen in seveda so to omenili, ampak to je iz enega drugega naslova, to ne gre za svetovno dogajanje. No, na tem mestu bi zdaj prosil, če se nam pridružijo še ostali, ki so zraven in jih zanima še kaj. Petra, vidim, da se je že vklopila kamero. Tisti, ki bi želeli postaviti vprašanje, prosim, če prižgete tudi kamero in prižgete tudi mikrofon, ko želite kaj vprašati. Takole, zdaj zaenkrat samo še Petra, vidim. Petra, imaš prvo vprašanje mogoče? Lahko, zdaj, ko sta prebila vse rejtinge, ko smo jih doslej imeli na festivalu, ne glede na to, da sta iz javne RTV, kjer rejting ni tako merodajen, kot pa na komercialnih. Pa ne. To je za festival dobro, za vaju pa tudi. Mene zanima, v bistvu zdaj smo že kar precej razlahljali debato, pa bi mogoče, tako si rekel Andrej, pandemija je res že refren, probali malo se stopiti še kam drugam. Kaj recimo, če bi lahko, glede na to, da sta malo omenila tudi uredniške politike, predloge, ki bi jih imela za urednike, kako temo, recimo za kak resen dokumentarc bi si na teh svojih terenih zdaj izbrala, ali mogoče kaj že celo pripravljata, kaj bi vaju res zanimalo, da bi želela, dokler sta vsak na tem svojem koncu, da bi želela narediti še? No, jaz sem zelo obžaloval, da
spomladi potem nisem šel na Aljasko zaradi podnebnih sprememb, taljenje ledenikov. To bi z veseljem recimo delal. Moja, če bo mi uspelo, ampak za to bom porabil več časa, želja je, ta prostor je izrazito prežet z religijo. In tukaj ima religija en posebno mesto, poseben vpliv tudi na politiko, na vsakdanje življenje, na organizacijo skupnosti, v kateri živijo ljudje in tako naprej. In to se mi zdi zelo, zelo, zelo zanimiva stvar. Kako to rezoniranje hkrati, pa je ves čas slišati v javnosti, kako je svobodno izražanje, prepričanje in vere ogroženo, ne vem zakaj. In tako naprej. Skratka, ta dvojnost in ta religiozna komponenta, ki je včasih celo iracionalna. No? In se mi zdi, da o Ameriki veliko pove. No? Na to temo bi rad naredil mogoče nekaj večjega. In mi, ZDA, vse večina ljudi, ki pač države ne pozna dobro, razume Ameriko kot nekaj zelo monolitnega. Ne? Tako jo razumemo, kot velesilo, ampak na znotraj je to zelo, zelo raznolika država. Ne? Mentalitete so različne, kulturna izročila, jeziki, zato, ker se demografsko zelo spreminja. Ne? Staroselske skupnosti vztrajajo v svojih zgodbah, recimo imajo svoje težave. Ne? In tega je toliko, ne? In to izjemno vpliva na politiko. Ne? Če zdaj pogledamo, recimo, ne bom dolg, ampak čisto kratko, v tem mandatu, kdo je imel najglasnejši glas v senatu, recimo. Ne? Odkot? Katere države? Kentucky, Južna Karolina. Stari ameriški jug. Ne? To nekaj pove, to daje en ton, ne? In ta mentaliteta prihaja naprej. Pa recimo, ne vem, vprašanje kolegija, elektorskega kolegija. Ne? Kot mehanizem, da ne bi masa volivcev prevladala nad državami. Ne? In s tem dobivajo manjše države, mogoče celo ekonomsko seveda šibkejše in sicer neko večjo težo. Ne? Tako vprašanje me zanima. No? Ja, super, naredi kaj. Klej tudi, se klej tem, ki bi se jih človek lahko lotil in zanimivih držav je ogromno. Mene je v bistvu ves čas muč, da bi naredil nek dokumentarc o tej recimo turbo reality Srbiji, ne? Ker je to nekaj tako specifičnega, kar tudi zaznamuje v bistvu te ljudi tukaj in potem po tej drugi strani, na eni strani imaš to neko veselje kvazi, ki izgleda, ne? Na drugi strani imaš pa državo, ki se bo ravno kar spraznila, ki v bistvu mladih ne bo imela več tukaj. Ne? In v bistvu ta odnos do tega in to srbstvo, kaj je zdaj to srbstvo in to Kosovo, mislim, skratka, tukaj je res enih tem. Ne? Recimo, mene ves čas fascinira Severna Makedonija, kaj pa vem, tako, simpatična mi je, pa ves čas se mi zdi, da doživlja blazne krivice, ne? In zdaj recimo še ta Bolgarija, to Bolgarija, Makedonija, po tem, ko je razpadla Jugoslavija, malo odkrivati. Ali pa recimo ena stvar, za katero bi pa res rabil tukaj ogromno časa, je pa, da bi se zakopal v vse te arhive, ki jih imajo tukaj, porabil v njih 1 leto in sem prepričan, da bi bilo zgodb, ne, ki bi se jih dal narediti ogromno. Ker konec koncev imamo tudi ves čas neke obletnice, ne, tudi mi smo bili v tej Jugoslaviji in stvari, ki so se dogajale na različne načine vsem. Tukaj zelo blizu mene živijo generali, ki so bili v jugoslovanski vojski, ki so bili tisti, v bistvu, ki so takrat dajali povelja, kar se tiče Slovenije. Zanima me, kako danes razmišljajo. Ne? Takrat smo bili, ne vem, podalpski hlapci in tako. Danes, ko se z njimi pogovarjaš, ne, ti vsak reče, ne, ja, pa ste nas, ne, vi ste šli korak naprej, mi smo šli korak. Skratka, teh tem je Bosna, 25 let po Daytonu, ta Republika Srpska, po mojem tudi ljudem ni čisto točno jasno, recimo ta Bosna in Hercegovina. To je nekaj tako zakompliciranega, ne, da bi bilo strašno zanimivo narediti en dokumentarc. Super, hvala obema. Vidim, da roko drži virtualno gor znova z nami, Dragan Barbutovski, zvesti. Ja, dober večer. Najprej hvala za super debato.
Petra, če dam eno pobudo, no? Mogoče bolj pogosto takšne pogovore. Ja, mi tudi, ja. Tisto, da gremo čez 2 minuti, ne? Ja. Dnevniku, kjerkoli je. Tako da najprej en komentar, pa eno vprašanje. En komentar, moj čisto kot gledalec, poslušalec je, kar se je zgodilo in kar je za mene kot gledalca poslušalca zanimivo, je to javljanje v živo. Zdaj, ali je čez res 100% v živo vedno ali ne, ali Andrej, ti bediš tam do ne vem katere ure zjutraj, da se javljaš do druge jutra. To daje, se mi zdi v tem času, ko rabimo to neko idejo, da se vse dogaja v živo okoli nas, v realnem času, se mi zdi, da to daje ta čar novinarstvu, prispevkom in konec koncev upam, da dvigujejo neko gledanost in poslušanost. No, tako da, Andrej, vem, da sem na Facebooku gledal vse probleme, ki si jih imel s tehnologijo, ki je to omogočila, ne. Tako da to se mi zdi, če gledam, se mi zdi, da je pomembno, no. Vprašanje pa v bistvu tako, pred dnevi sem bral en komentar, ko govorimo zdaj v bistvu o vetru iz Amerike do Evrope, ne, in poraz Donalda Trumpa s tem, kaj se bo pravzaprav zgodilo z populističnimi voditelji, ki so se do zdaj, recimo, če lahko pravim to besedo, napajali, ne, iz političnega nekega modela, ki ga je uporabljal Trump, ne. Govorimo pa seveda o vzhodni Evropi, govorimo pa delno o Franciji, Boštjan, ti so to omenil seveda tudi Srbije. No, ali mislite, da bo to res nekako pristriglo krila nekim populističnim voditeljem v Evropi, ta poraz Donalda Trumpa ali ne? No, pri nas ne. Pri nas ne. Jaz mislim, da imamo mi virov za napajanje več kot dovolj, zelo različnih, pa da je v bistvu naš model tega vodenja trumpizma, recimo, malo drugačen, malo drugih stvari odvisen, zelo veliko tega nacionalizma, ne. Dokler bojo te problemi, ki jih je treba reševati, bo vedno lahko kdo na njih politične točke pridobival. Jaz mislim, da tukaj pri nas kakšne bistvene razlike, no, recimo vsaj v Srbiji jo v resnici ne vidim, ker tudi ta vez, ne, Trump, Vučić je v bistvu zares nastala šele tik pred koncem, bolj zaradi tega, ker jo je potreboval Trump. In bomo videli zdaj, kako bo na novo Biden to postavil, ker jaz tukaj marsikdo pričakuje od Bidena, da bo šel v drugi smeri, ne, se pravi, vladavina prava, dialog in te stvari, da bo to spet bolj pomembno. Bomo videli, če res, in v Bosni in Hercegovini zelo, zelo upajo, da bo Amerika enkrat pripravljena sodelovati v nekem mednarodnem projektu, da je to na 2 ali pa funkcionalne Bosne in Hercegovine, recimo temu, čeprav hkrati vsi vejo, da ima toliko problemov doma in drugih odprtih kriznih žarišč, da verjetno iz tega ne bo nič. Kar se pa tiče vklopov, se pa strinjam, hkrati ne sme biti preveč, morajo biti zelo dobro premišljeni in v bistvu se je to res spremenilo, ne. Mi, ko smo začeli, mi smo plačevali po 1000 evrov za to, da smo imeli ta satelit, si se tam postavil, si povedal svoje in enako je veljalo v bistvu za reportaže. Zdaj je to, ne, mi nosimo tiste naše, vi veste, tega se itak ne vidi, ne, zgleda vse super, zgleda razen luč občasno, malo boljša, malo slabša, odvisno od naše, pa to, kako menjaš pozicije, ne, prideš, da se boš oglašal z protesta, pa se izkaže čez 10 minut, da bo tam ful ljudi, pa se potem cel čas premikaš do minute. To so občasno, to bi mogli ljudje gledati, to se meni zdi strašno zanimivo, to bi bil tak super reality, no. Ja, ali pa kot je security services pred Bele hiše sredi, tik pred vklopom preganja, ne. Če bi te sredi, bi bilo to super, ne. Tik preden je bilo, no, skratka, režija je gledala v strahu, a se bom vklopil ali ne. Ja, meni se je seveda delovni ritem popolnoma spremenil, zato ker jaz dejansko čakam, ja. Jaz imam zvečer en močen delovni pas za jutranja poročila, tako na radiju kot na televiziji, tako da ja, delam v živo. Kar pa zadeva Trumpa, moram pa reči, dvomi, mislim, nekaj manj bo vetra mogoče v jadrih na začetku populizma, recimo v Evropi, ampak mislim, da ne za dolgo. Zato, ker je zelo odvisno od tega, kako se bo Trump obrnil po odhodu iz Bele hiše, ampak nekaj drugega je bistveno bolj pomembnega. Zavedati se moramo, da so standardi popolnoma drugačni. Trump je zgovorno pokazal, da če si glasen in zelo odločen in te ne ovira nič, si taka omnipotentna tango varianta, ne, je možno vse. Ne rabiš govoriti niti resnice, ne rabiš polagati nobenih računov. Jaz sem še zmeraj prepričan, da drži to, kar je rekel takrat
pred leti, da če ustreli človeka na 5. aveniji v New Yorku, ga bodo še zmeraj volili, ker to se je zdaj zgodilo. Tako da tukaj je pa en neizčrpen bazen za populizem v svetu. Zato, ker so videli, tudi če zdaj mu na volitvah recimo ni uspelo, pa ti krogi tako verjamejo, da mu je v bistvu uspelo, ampak da so volitve ukradene, to je svet neomejenih možnosti. In tukaj bo pa vsaka država imela zelo velike težave to obvladati pri sebi, kot tudi Amerika jih bo imela. Ker tukaj je 73 ljudi volilo Trumpa in ti živijo, kot sem rekel, v svojem svetu, so pa državljani, so v tej državi in to je preveč ljudi, da bi jih kdorkoli lahko ignoriral. Ti ljudje pa živijo v svoji realnosti. Tako da marsikaj se da sicer narediti. Seveda Biden ima izrazito tak spravljiv in povezujoč pristop, ampak to je zdaj prehodno obdobje. Nima še nekih praktičnih pooblastil in ne vleče praktičnih potez razen teh napovedi imenovanj. Potem se bodo začele težave, ko se bodo politike začele udejanjati. Res pa je, to pa nedvomno, to se navezujem na Boštjana, se pa začenja neko obdobje multilateralizma spet in neke ameriške navzočnosti, ki ni tako merkantilna, kot je bila zdaj 4 leta. Trump odhaja, trumpizem pa ne odhaja. Trumpizem, tako je, iti se trumpizem, brez Trumpa je težko, zato ker je to zelo, zelo vezano na njegovo osebnost. Ampak v nekih širših gabaritih pa seveda obstaja. Mislim, če kdo je republikanska stranka izjemno dobro osvojila ta širši gabarit trumpizma in ga peljejo naprej. Ne? In tukaj, recimo, pa marsikdo je videl ta vzorc in videl, da gre. Ne? Da gre tudi v Ameriki. Ne? Seveda. V tem smislu je pa to bo ostala vzpodbuda, ne glede na to, kaj je zdaj na vrhu Amerike. Ne? Amerika se ukvarja s stvarmi zdaj, s katerimi se nikoli ni, z nekimi preprostim predpisom. Ne? Recimo zdaj priznati, da se je začelo prehodno obdobje. To mora neka agencija, za katero še nikoli prej nismo slišali, da podpis direktor v tem primeru agencije. Ker tega ni naredila, je nastal cel problem. In to je tipično za Trumpov sistem, da je nekaj, kar je ustaljenega, kar recimo, ali pa ne vem, razglašanje teh prvih rezultatov volitev. Cel halo, zakaj so mediji to si drznili narediti? Pa mediji to počnejo 170 let in Amerika tega ni vedela. In je bilo to nekaj strahotnega zdaj, ne? Za desno polovico. In mislim, to res loviš, odprto lovišče, no? In tukaj bo težava. Še zbiramo vprašanja, še nismo končali, lahko kar pomahate ali pa kakorkoli drugače nakažete. Vas vidim nekaj s kamero. Vidim, da se nam je priključil na kameri tudi Branko Maksimovič. Bi želel kaj sporočiti, tudi mogoče... Ja, mogoče eno trivialnost najprej spomnil sem se na začetku, ko smo se pogovarjali o identifikaciji, o tem, kako je, če rečeš, da si od TV Slovenija. Jaz sem bil na Dunaju in ko sem leta 92, ko sem šel gor, ena prvih stvari je bil Openball, to je svetovni dogodek seveda, in sem to delati reportažo o Openballu in sem šel tja, jaz bi se akreditiral, ja, pa ekipo imam tudi, ja, izvolite. In sem posnel pač reportažo. In potem čez 3-4 leta sem še enkrat hotel iti, ja, se akreditirati, ja, ekipo imam, ja, 10,000 šilingov. Kratka, na začetku smo bili še bolj zanimivi, potem smo postali pač normalna država in so nas tudi normalno obravnavali, kot si zaslužimo. Mogoče bolj resno vprašanje za Andreja, zopet eno še, ti elektorji, koliko je zavezujoč njihov mandat, mogoče si to kaj razlagal, ampak preslišal. A se je že kaj dogajalo in ali je zdaj v teh posebnih razmerah mogoče, da ne bi glasovali tako, kot jim je naloženo?
Amerika seveda ima različne sisteme od države do države. Tako da načeloma je povsod tako, da se elektorji morajo imenovati v skladu z ljudskim glasom v tej posamezni zvezni državi. So pa nekatere, kjer pa to ni tako zelo jasno definirano v zakonodaji. Ne? In zato na to je nekako skušala, na to karto igrati strategija Trumpovega tabora s temi pritiski na kongrese, recimo, kjer imajo republikanci večino, recimo na michiganskega, ne, konkretno, ampak se ta strategija zaenkrat ni udejanila. Ampak tudi, če bi se to zgodilo, bi v tem primeru se mi zdi, da to pa res povzročilo velike težave. Ne samo, ker se bi sprožil val tožb, zdaj pa iz demokratske strani, ampak mislim, da bi prišlo tudi do nemirov. Konkretnih nemirov na ulicah, nasilja in tako naprej. Jaz imam še eno vprašanje, mogoče najprej Andrej, pa potem konec koncev tudi Boštjan. Koliko imajo dejansko, recimo, ta direktno poročanje novinarsko, ima zagotovo nek vpliv tudi na politike in na politiko in tako dalje, ampak kaj pa recimo neki dokumentarci, filmi, na vse zadnje, tudi knjige, Trump je zelo, zelo nasprotoval izdaji marsikatere knjige, v njegovem obdobju predsedovanja, ampak ne vem, nazadnje sem zelo, zelo užival ob dvodelni seriji, ko se je šlo med FBI direktorjem, bivšim in Trumpom, takrat, ko je nastopil. Ja, izjemen, igrani, konec koncev rečem, film, resnično, po njegovi knjigi, seveda, ki jo je napisal. Koliko ima to dejansko nekega vpliva, konec koncev, na javno mnenje ali pa na samega predsednika, čeprav predstavljam si, da nič se ga ne prime, ker je že tako, pa recimo, tudi v Srbiji poznajo marsikateri dokumentarec o mafiji, o povezavah s politiko. Andrej, najprej mogoče. Mislim, da je tukaj težava prepričevanje prepričanih. Takšni komentarci, knjige recimo, imajo seveda ogromen vpliv, ampak ta odmev je v krogih, ki to spremljajo, ki se nekako bolj ali manj strinjajo, ker druga skupina, druga polovica temu ne verjame, zanika. Recimo, meni se je zdela izjemno zanimiva in poučna zgodba, oziroma knjiga, ki jo je izdala nečakinja Trumpova, Mary Trump, klinična psihologinja, skratka ženska iz stroke, in je napisala en tak strašen portret pravzaprav, strokovno način tudi utemeljen vse v ozadju, je bila ta presoja, ki bi morala odpreti oči ljudem, če bi to prebrali ali vse poslušali katerega od številnih intervjujev, ki jih je dala. Da ne omenim tistega pisma Združenja psihiatrov pred 3 leti, ko so javno ne pismo, knjiga, tudi zbornik, opisali stvari, ki jih sicer tako vidijo oddaleč, simptome določenih psihičnih motenj pri predsedniku, in da je to seveda problem. Ampak, kot sem rekel prej, odprto lovišče in neomejene možnosti. Izkazalo se je, da živimo v svetu, kjer je to mogoče, kjer je jasno opozorjeno, povedano iz prve roke, iz ljudi, ki osebno poznajo, ki imajo vse informacije, ampak za pol države je to irelevantno. In to pa je težava. Boštjan? Pri nas je podobno, se pravi, tukaj imaš prepričane ljudi, tudi vse te predvolilne kampanje in to, mogoče so se znotraj opozicije malo predstavljali glasovi, kar se pa tiče Vučića ali pa recimo katerega-koli tukaj, so pa to druge stvari. Mi imamo odlične dokumentarce, nazadnje o tej pandemiji, kako so že poimenovali, pandemija molka ali nekaj takega, skratka, kjer mi ne vemo marsikaj, pa bomo zvedli enkrat recimo.
Ampak to se nič ne prime. Ne? Mi imamo politika tukaj v Balkanu, en tak mehurček, ne, zase, kjer so nekako politiki ustvarili občutek, ne, pri ljudeh, da to niso običajni ljudje, ki so nekaj v življenju kdaj drugega počeli, ampak so nekaj nad ljudje, ali kako naj to razloži. Sploh ne znam razložiti. Mi imamo tukaj iste obraze, ki se samo vrtijo, pride škandal, nastopi, diskreditira avtorja in vse tiste, ki so pač ta dokumentarc naredili, pove, da je to vse povezano z opozicijo, ki želi rušiti. Skratka, zelo podoben ta princip diskreditacije. No? Zdaj pa, kot že rečeno, mi imamo to zelo razdeljeno, kdo so volivci vladajočih strank in kdo so volivci opozicijskih. Večinoma imamo, se pravi, opozicijske v večjih mestih, kjer tudi gledajo te dokumentarce, kjer tudi lovijo te televizije, kjer lahko gledajo te dokumentarce. In potem imamo neko periferijo, do katere pač pride Pink, pride Informer, pridejo te razni tabloidi in pride zdaj po novem še vse to, kar lahko beremo na Twitterju in Facebooku, kar je pa v bistvu to neko klimo, ne, samo še poslabšajo. Twitter je kar močen v Srbiji, ne? Ja, Twitter je kar močen, ampak se pravim, to je kot bi, ne vem, vrgel drek in prižgal ventilator. To samo leti. To je res grozno. Se ni nič drugače, kje druge. Se vem. Zaradi tega tudi imam jaz recimo sam tak nek dvom do teh medijev. Ne? Jaz na Twitterju, na Facebooku in podobne stvari obveščam in v bistvu ne komentiram niti te politike, o kateri tukaj obveščam. Zato, ker se mi zdi tudi Twitter neprimeren, kar se mene tiče. Jaz ne morem razložiti, kaj si mislim o tistih nekaj. Ne? In tudi videl sem, da so vsi odgovori za manj, ne? Ti lahko odgovarjaš, kolikor hočeš in si zignoriran in gre v druge smeri vse to, ne? Skratka RTV in tako. Ali da sem pro Vučić, ali da sem proti Vučiću, ali da sem pro Đukanović, ali da sem... Dokler sem za vsakega nekaj drugega, po mojem, čisto okej. No. Še imamo čas za kakšno vprašanje. Če bi kdo želel, kar nekaj nas je. No, med tem lahko mogoče jaz vskočim, Okay. Glede Twitterja, ne, jaz se pač lahko samo opravičim, ne, da je moj account na Twitterju najbolj dolgočasen, zaradi tega, ker to res ni moja platforma. Meni se zdi, jaz sem še toliko staromoden, da se mi zdi... Mi te pa tako zelo vneto označujemo. Nezaslišano se mi zdi, da je to kanal sporočanja glavni. Vlade oziroma Bele hiše, predsednika osebno ali kakorkoli že. Ne. To Twitter ne more biti. Ne. In pa je. Ne. Tako da tudi ti mediji, ne, mislim, te platforme so zelo spremenile. Tudi način razmišljanja potem. Če nič drugega, potem jaz bi počasi zaključil, ampak imam pa še tako eno provokativno vprašanje. Od tam, kjer sta, če lahko nama sporočita nekaj pozitivnega. Da zaključimo pozitivno, no? Mislim, sej je bilo vse skupaj zelo pozitivnega. Ampak govorili smo o težavah. Problem Balkana je točno ta, da se o njem poroča takrat, ko so tukaj problemi. Ne, mi imamo tudi ogromno lepih zgodb sodelovanja med Srbi, Albanci, Črnogorci, imamo ogromno lepega turizma in ne vem kaj, ampak jaz vsak dan imam pač Črnogoro, Severno Makedonijo, Albanijo, vedno se zgodi nekaj slabega, o katerem čemer je treba poročati in potem je prostora za vse te lepše stvari manj, ampak težko je zdaj, no vam sicer reči, pridite zdajle v Beograd, ker je super, ne? Ker je taka lepa jesen, ni gužve, še vedno vse dela do 18, baje bojo zdaj sicer tudi pri nas otroci počasi šli online. Recimo v tem trenutku v Srbiji sploh ni tako slabo živeti. Andrej? No, jaz sem, glavnina mojega poročanja seveda so tudi težave, vse sem ves čas o tem govoril danes, ampak jaz moram reči, da je recimo pridite v Washington. Lepo mesto, zeleno mesto, čudovito vreme, ker je skozi sonce, izjemno lepe jeseni, zelo barvite. Še kar odprto, še kar delajo, sicer zdaj nam županja obljublja nove zaostritve ukrepov. Tam so župan je tisti, ki, mislim, ima moč.
Washington je zvezno okrožje Kolumbija, kar pomeni, da pač županja hkrati nima statusa guvernerke, ker nismo zvezna država. To je ena tudi zelo boleča točka Washingtončanov. Tudi jaz sem se veliko o tem naučil. Recimo, če ne veste, šele 1964. leta so prebivalci Washingtona prvič volili predsednika ZDA, ker niso imeli volilne pravice. Ker je pač mesto dejansko bilo zgrajeno zato, da je servis zveznim institucijam. Tako da od leta 1801 naprej niso volili, ampak so volili samo omejeno svoje lokalne oblasti. Tako da zelo zanimivo mesto, večinsko temnopolto, zelo. Skratka, meni so vsi govorili, kako je to dolgočasno, da je to ena velika vas. Jaz pa ne vem, mogoče sem pa dolgočasen človek, ne vem, mi to všeč. Super zaključek z čudovitima mestoma Beograd in Washington. Jaz se vam res najlepše zahvaljujem za ta duel. Že vmes smo se pogovarjali, da dueli bi morali biti obvezen del bodočih festivalov, zagotovo večkrat še vabljena v naše vrste. Mislim, da smo vsi uživali in ploskamo nekako virtualno. Čutim do Amerike. Tako da hvala za vabilo, hvala, da ste se spomnili name. Naju, če lahko rečem v Boštjanovem imenu še. Še midva sva imela priložnost, da poklepetava. Po dolgem času. Midva kdaj klepetava, kadar je kak problem, ne? Tako, ko sva poročali. Super, res ob tem še izrabim priložnost, da se nujno zahvalim, ker to je bil pač zadnji dogodek letošnjega festivala Naprej Forward, 9. izvedba. Naslednje leto festival bo, tako kot je zdaj še vedno bilo sporočilo na koncu. Zahvaliti se moram nujno Slovenski tiskovni agenciji, Aljoša, Peter, v živo. Res hvala za to, da sta omogočila ves ta tehnični suport. Zahvala tudi RTV Slovenija, Pro Plus in v živo, kot sem že rekel. Absolutno zahvala Anastaziji in Romani za pomoč pri festivalu, tudi Petri, zahvala pa Špelo vidim in ostalim članom Društva novinarjev Slovenije. Jutri ob 9. zvečer razglasimo novinarske nagrade. To ne bo tako zelo oziroma to ne bo podelitev, ker bo virtualno znova vse potekalo, ampak bo razglasitev in bo slovesna, to lahko rečem. Petra se sicer smeji, ampak mislim, da brez težav to bo super. Tako da vabljeni v našo družbo jutri ob 9. zvečer na naših družabnih omrežjih novinar.com je spletna stran. Še enkrat hvala vsem, ki ste bili danes z nami preko katerikoli povezav. In hvala Boštjan, hvala Andrej in lep pozdrav Srbija in Združene države Amerike. Srečno. Lep pozdrav.